Dobrodošli v današnjem ad hocu. Peklenski dnevi so za nami, vročinski val se približuje koncu, zato sem v naš studio danes povabil Valterja Grizančiča, ki bo povedal malce o tem nevšečnem vremenu z vročimi temperaturami. Valter, dobrodošel v mojem studiu. Lepo pozdravljeni. Kako ste, kako preživljate te poletne dneve vroče? Ja, vroče, iščemo senco in nekaj za se osvežiti. Dopust ste že bili, še greste? Kako Ne, ste še par dni in pol letimo na Ciper. Danes bomo govorili o vremenu, en izmed vaših ljubezni. Pred dnevi so namerili na Markovcu celo rekordno visoko temperaturo 40,1 stopinje Celzija. Kaj se dogaja letos s tem poletjem? Ja, še eno vrsti vročih poletij, ki jih imamo zadnja desetletja praktično. In letos je eno tako s temi rekordi, ki se eno za drugim pač udejanjajo, tako v zraku kot tudi v morju. In kot kaže, tega še ni povsem konec. Ste opazili še kakšne spremembe, mogoče posebnosti v letošnjem poletju? Pač letos je ta izrazita suša, tudi zelo visoka temperatura morja, tudi ta nadpoprečja, praktično smo non-stop nekje med 28 in tudi celo 30 stopinjami. Do rekorda še nekaj zmanjka, ampak kot kaže, letos ne bo lahko. Kako se te vzorci recimo spreminjajo z leti, če primerjamo zadnjih nekaj let? To raste strmo, malce, kako je s tem? Ja, v zadnjih 10, 15, pa malce več let je zagotovo to, da imamo daljše, izrazitejše vročinske valove kot v preteklosti. Ne vem, v 80-ih letih smo imeli morda en vročinski val in nekaj vročine čez 30, 35, zdaj pa je praktično imamo čez poletje 30 do 50 in celo 70 vročih dni, v preteklosti pa je bilo takih 15, morda 20. Koliko vročinskih valov je bilo letos recimo v primerjavi z lanskimi leti? Zdaj je v teku ta tretji, ki se bo ponekod prekinil, sicer jutri po jutrišnjem, da na Primorskem praktično se ne bo prekinil. Drugi teden pa je na vrsti nov četrti vročinski val. So tudi intenzivnejši glede na prejšnje leta? Ta, ki je prav sedaj v teku, je eden najintenzivnejših. Seveda je bil v preteklosti tudi nekaj še malce bolj, recimo 2003 je še vedno tisto najbolj vroče poletje, ko nas je še bolj peklo. Kaj je razlog za to? Kakšne so to glavne podnebne spremembe? Jaz menim, da je razlog v večini v podnebnih spremembah. Verjetno se je Zemlja v preteklosti vedno ohlajala in segrevala, vendar zagotovo je velik dejavnik tukaj tudi človek, vse v zadnjih, 30 letih pripomogel k temu dvigu temperature na globalni ravni sveta. Do tega še pride človekovega vpliva. Recimo, kako se te vremenski vzorci lahko napovejo vnaprej? Je to predvidljivo? Zdaj sam nimam rad teh preveč dolgoročnih napovedi. Dejstvo je, da je zdaj v bistvu kar malce lažje napovedovati, kajti skoraj da zelo izjemoma lahko napovemo kakšno, bolj sveže poletje ali pa mrzlo zimo, dejansko si vrstijo tople zime in vroča poletja, da se za njih nekako tik pred tem smo, da prihajamo v zelo izrazit El Niño, ki utegne prenesti morda prihodnje leto celo najtoplejše leto na globalni ravni, vse tako kaže. Kako se potem ta ugibanja dejansko potem oziroma napovedi uresničijo? Je to lahko napovedati, težko? Vedno lažje, mogoče vedno težje? V določenih primerih se da nek vzorec tudi 10-14 dni napovedati precej točno, predvsem ko pride do teh blokad in toplega zraka oziroma vročinskih valov, je dokaj lažje napovedati. Medtem ko prihaja do front, pa je Slovenija, pa tudi prav obala Primorska, malce precej specifičen primer in takrat pa je potrebno imeti tudi kar nekaj sreče pri napovedi in pač izračunih različnih modelov. Kako je morda z ostalimi državami, evropskimi recimo, ali pa po svetu drugot, tudi opažajo višje temperature? Ja, seveda, to je globalni problem. V večjem delu sveta se ubadajo s to nadpovprečnimi temperaturami, dvig morske hladine in vsemi temi dejavnosti, ki so potem začaran krog tako v kmetijstvu, od suš do poplav, in to pač vse to se nekje more
dobiti nek vzorec, ki ni najbolj prijeten in najboljši tudi za prihodnost. Prej ste že omenili človekov vpliv. Kako bi se morali ljudje ravnati, da ne bi prišlo do tega segrevanja? Kaj delamo tisto narobe? No, verjetno je vsak posameznik malo kriv. Ni tukaj samo morda, ne vem, največje države, ki proizvajajo ogromno škodljivih snovi. Lahko vsak posameznik razmisli, kolikokrat lahko gre, ne vem, z javnim prevozom, pa gre z avtomobilom, koliko, ne vem, porabi vode prekomerno, ki jo ne bi potreboval in tako dalje. Tako da majhni koraki so tisti, ki so zelo pomembni, da potem pridemo do nekega cilja, ki pa se ga moramo vsak posameznik ravnati. Pa mislite, da se ljudje izboljšajo glede tega? Neka zavest je. Seveda to treba dajati tudi mladim in tem, ki pridejo za nami, da to potem se nadaljuje. Mislim, da kljub vsemu nekako v Sloveniji je to prisotno, je pa seveda to treba tudi kje drugje še enako ravnati, da se potem zadeva je tako, kot treba. Ampak upanje umre zadnje. Kako te visoke temperature potem vplivajo na ljudi, na živa bitja, ostale rastline, živali? Ja, zagotovo to ni najbolj najugodneje, ali pa po eni strani je pač lahko potem kakšna rastlina, ki tukaj ni bila domorodna, pač postane. Podobno je v morju, pač morski organizmi se pojavljajo tisti, ki prej tukaj niso bili, ampak to škodi potem tistim domačim in potem je tukaj en mali kaos, tako da načeloma to ni najboljša zadeva. Kakšni so potem ukrepi pred tem soncem? Je to, da svetujete, da grejo ljudje na plaže, v vodo, da se namažijo s kremami, poiščejo sence, klime, kako? Ja, najbrž je to najlažji in najboljši način, tako je nekako osvežitev in podobno. Seveda pa je potrebno vedeti, da se treba izogibati tistemu najmočnejšemu soncu v popoldanskem času. V zadnjih dneh smo imeli tudi prisotnost ozona in podobnih zadev, tako da osvežitev zagotovo, ampak spet je potrebno paziti na prave ure, dovolj vode, tekočine in sence, seveda sploh pri starejših in otrocih. Kakšne so posledice lahko ozona? Največja težava je seveda, tukaj so potem starejši in tisti, ki imajo težave z dihali, pač že tako pač vročina ni najbolj dobra za njih. Pri takih visokih koncentracijah, ko presežejo meje, pa je seveda takrat popolnoma priporočljivo, da se rajši izogibajo, pač dostanejo doma nekako. Kako recimo občine, država poskrbi za sence razne, za zaščito pred soncem? Mislite, da je dovolj ukrepov iz njihove strani? Tu je zdaj mogoče kakšna občina, morda je v to smer naredila pozitivne stvari, druge manj, seveda pa če se nekje nekaj poseka in potem posadi, je potreben čas, da to pač zraste in da postane senca, kajti brez sence oziroma dreves, tudi v mestih in tako dalje, potem ta mesta so še bolj topla, bolj vroča in to ima lahko tudi posledice na vreme, kajti nabira se energija in potem pri pojavljanju neviht, tako pride še do izrazitejših pojav, ki mogoče na prvo žogo sploh ne pomislimo. Kaj strokovnjaki napovedujejo? Napovedujete za avgust, potem september, je pričakovati visoke temperature, nižje? Tako, za avgust naj bi se nekako do bližine 20. avgusta več ali manj nadaljeval s to podobno vročino ali za odtenek manj, potem nekako v zadnji dekadi avgusta pa malce prej naj bi prišla neka malo bolj resna osvežitev in potrebne padavine tudi na Primorsko oziroma obalo. Potem pa vzorci za jesen so pa tako malce mešani, po vsej verjetnosti bomo še imeli tudi zelo tople dneve in tudi čas za kopanje in podobno, kajti morje je še zelo toplo, ampak prav ta dejavnik, zelo toplo morje, Sredozemsko morje, lahko ima potem prav neke obratne posledice v jeseni, kajti ko bo prišlo do kakšne hladnejše doline, ki se bo cepila v Sredozemlje, bo to sprožilo lahko tudi kar konkretne padavine, nalive in prav obratne težave, ki jih imamo sedaj. Če se bo to zgodilo, je potem Sredozemlje lahko ima težave prav obratne kot sedaj. Torej, iz suše bi lahko
se prevesili tudi v kakšne druge ekstreme. Tudi že avgusta ali potem jeseni? Zaenkrat mislim, da avgust bolj ko ne bolj čakamo na ta pravi dež in bi to si želimo in ne bi predstavljali težav. Mislim, da je bolj tista nekje tekom jeseni, da bi se lahko kaj takega zgodilo. Tudi kaj burje ali samo morebitne padavine? No, burja je praktično dejavnik, ki v zadnjih dneh oziroma še nekaj dni nazaj bila tisti glavni dejavnik, da je dvignila temperaturo do 40,1 stopinje, kar je pač fenizirala. Burja bo tudi zdaj jutri in soboto in bo tudi poskrbela, da bo na Primorskem temperatura spet nad 30. Tako da burja v tem trenutku ni tista, ki osvežuje, kvečemo mogoče malo lagodnejši občutek, ker ni toliko vlage, ampak ni rešilni dejavnik. Temperature do konca avgusta, kakšne bodo, malo nižje? Torej, zdaj, kot pravim, do nekje 20. ali pa malce prej se bo več ali manj tu na obali, če se osredotočimo na obalo, gibale med 32-35, lahko tudi kakšen dan nad 35. Potem po pač 18-20 tu nekje naj bi pač padli na neke zmirne, normalne temperature do 30, morda tudi kakšen manj, ampak recimo, da se bomo vrnili v neko normalo v zadnji dekadi avgusta. Kako se recimo spreminja količina padavin pogosto sušnih obdobij v zadnjih letih? Ja, zdaj sicer ta letna količina, kar se tiče obale, je še vedno v nekem povprečju, to se pravi tam okoli 1000 do 1100 mililitrov na kvadratni meter na letni ravni. Seveda pa je tukaj dejavnik, da je kakšen mesec precej, kakšen mesec malo. Je pa recimo bil zanimiv ekstrem pred kakšnimi 15 leti, ko je najprej eno leto bilo ekstremno mokro, potem pa ravno obratno ekstremno sušno, tako da je tukaj letos smo pa nekje trenutno okoli 400, torej je primanjkljaj kar precej velik. Ali se bo nadokladilo ali pa bomo v bližini kakšnega rekorda zaradi suša. V zadnjih letih tudi na globalni ravni kar nekaj teh naravnih katastrof večjih, požari, poplave, potresi. Bo tega še več v prihodnje? So to zopet krive podnebne spremembe ljudje? Tako Nostradamus še mislim, ampak ja, glede na prav ta pojav El Niña utegnejo priti do takšnih zadev žal. Za El Niño pač napoveduje lahko poplave, denimo na področju Peruja, Ekvadorja, pa sušo v Avstraliji, pa ne vem, nad poprečno tople temperature na Japonskem, tako da zelo verjetno, če se pač bo ta vzorec v dejanju, bomo priča nekim takim ekstremom. Zdaj, Evropa, ko je El Niño, je dokaj navaren, ker nima toliko direktnega vpliva, ampak vseeno lahko pričakujemo žal tudi, če ne pri nas, v naši bližini, kakšne ekstreme. Za potrese pa bo potrebno koga drugega povabiti. Se vam zdi, da so ljudje dovolj ozaveščeni, kako ravnati v primeru nesreč, pa tudi to, da bi preprečili nenazadnje? Ja, ljudje mislim, da po eni strani za socialnimi mreži so malce bolj lahko pripravljeni, zdaj kdaj morda ne sledijo vsem obveščanjem na državni ravni, pa potem rajši mogoče vidijo kakšno drugo obvestilo tistih, ki se recimo z vremenom bolj ljubiteljsko pač spoznavamo, tako da so obveščeni. Zdaj pa spet ni dobro, da je prevelika panika, ampak obveščanje pa je zagotovo potrebno, sploh ne vem, pri nas v poletnih časov, ko je turizem in je veliko ljudi, mislim, da je to povsem na mestu. Mogoče še komentar o zimi, nekje sem zasledil, da bo letos zna biti kar huda, je temu res tako? No, to so tiste propagande, veliki naslovi, prihaja huda zima, hudo poletje, tako da jaz na to ne bi dajal kaj preveč vpliva. Smo absolutno predaleč in če smo prej omenili El Niño, to bi potem bil praktično obratni vzorec, kot ga El Niño lahko napoveduje. Tako da prej bi rekel spet še ena mila, topla zima, mogoče nadpoprečne padavine. Ne rečem, da kakšna eksces epizoda, bolj zimska, ampak mislim, da bomo bolj ali manj
v tistem vzorcu, ki smo ga vajeni. Zdaj pač, kdor si želi snega, bo mogel poiskati kakšno drugo destinacijo. Sicer pa po Sloveniji v višjih krajih velikokrat starejši ljudje govorijo, da ni več takšnih zim, kot so bile včasih 20-30 let nazaj. Ja, to mislim, da ni potrebno niti njih spraševati, ker vidimo na svoji koži, vse tisti, ki smo koliko toliko stari, dejansko sneg ga tudi tu na Primorskem ni, ga ni niti po nižinah in so že tiste epizode, ki so že skoraj presenečenje, ne samo za cestne delavce, tudi za tiste, ki ne vem, so že na tem svetu nekaj časa, pa vedo, da je včasih zima bila bolj huda in več snega. Seveda epizode so, ampak to je prav obratni vzorec, kot pri poletju, kjer je vedno več vročinskih valov, zdaj pa imamo vedno manj teh zimskih vzorcev snega in pravega mraza. Da še malce zaključiva o vas. Kdo je vas navdušil za vreme? Kdaj je to bilo mogoče? To je bilo že od malega, takrat smo še pisali v nek zvezek, ki se je nekje sicer izgubil, gledali v nebo in zapisovali podatke in tako se je potem to stopnjevalo in z to dobo interneta se je potem to preselilo na internet in kar malce tudi pri meni presenečenje bilo, kako se je to potem postalo bolj širše tudi v javnosti. Na socialnih omrežjih ste kar popularni, ljudje vas poznajo, vam zaupajo. Kdaj se je to obneslo? Ja, to je bilo, se pravi, nekje se je začelo tako na nekem socialnem, oziroma mislim, da takrat je bil še tisti stari Messenger, kdo se spomni in potem se je od tam samo še širilo, bodi si v medije, radijske, televizijske in ostale. In v bistvu še sam sem presenečen, dejansko počnem to iz srca in ste kdaj tudi kaj študirali, ste šli v tej smeri, da bi kaj še tečaj? Ne, to je samo uk, želja in pač to spremljanje pač vremena, ki je kdaj tudi mene zafrkne, ampak vse to je prav ta čar tega. Na socialnih omrežjih vas poznajo kot Walter Ciklon, odkot ta nadimek? To je bilo v bistvu tako nekaj, ne vem, mislim, da je že skoraj 20 let nazaj, ko smo nekako več nas, ki smo pač to počeli, dali temu tako ime in tako je potem to ostalo, pač Ciklon. Mislim, da sicer lepše zveni kot anticiklon, čeprav anticiklon prinaša lepo vreme, ampak Ciklon je malo bolj tako, bolj pade v uho. Odkot črpate informacije, koliko so te natančne? Informacij je ogromno, zdaj verjetno ni dovolj časa, da vse povem, to so razni izračuni, teh je pač ogromno, dejansko tisto, kar ljudje vidijo na telefonu, je morda 1% tisti, ki se s tem ubadamo tako ali drugače, pa vemo, da je tukaj ogromno preračunanja, razmišljanja, tudi sreče, kaj na koncu napisati in povedati, da bo najbliže tisti situaciji, ki se bo zgodila, tako da je to ogromno in časa, volje in lepo je slišati, ko se zadane, ko je pa kritika pa malce manj, ampak je treba tudi to sprejeti. Rekli ste, da že 20 let se s tem ukvarjate. Kako se je recimo razlikovalo vaše delo, vaše iskanje pred 20 leti in danes? Vemo, imamo ta ChatGPT, internet, vse. Ja, prej je bilo, včasih so zadeve malce zanimive, ne? Ko je manj podatkov, se pač osredotočiš na tiste podatke in nimaš kaj veliko za zgrešiti. Danes je teh in modelov in izračunov in vseh zadev še toliko več in se človek lahko izgubi. Tako da morda je jaz sam pač poskušam spremljati eno črto in se ne iti preveč odmikati, ker potem lahko hitro napoved izgubi nek nadzor in tako da rajši manj podatkov in kot preveč, da se potem poskuša napisati neka napoved, ki bo pravilno. Imate mogoče kakšne oboževalce, ki vam pišejo, vas klicarijo tudi? Ja, tega je kar precej, tako da so kakšni dnevi, ko je težko sploh vsem odgovoriti, če komu ne dogovorim, se že kar opravičujem. So tudi klici, tako da je tega kar precej. Sploh zdaj v zadnjem obdobju, ko je bila ena mala aferica z državno agencijo, ampak prav ta podpora mi je dala v bistvu še več volje.
Načrti za prihodnost, boste še ostali v tem? Ja, absolutno. Tu ni nobenega dvoma. Nadaljuje se to in morda se prenese na koga drugega. Ja, vas mogoče skrbi za prihodnost planeta, ko se ukvarjate toliko s tem? Ja, zagotovo se pravi, ta neka srednjeročna, dolgoročna pogled ni najboljši, ampak jaz verjamem, da bomo ljudje ugotovili, kaj prav in kaj narobe, da bomo ta naš planet vseeno nekako pozdravili in da bomo živeli na enem lepem planetu še dolgo. Kaj vas še veseli, s čim se še ukvarjate? Drugače še šport, pa tudi seveda tako šport aktivno ali pa gledanje. Kaj imate najraje? Nogomet, košarka, pa zimski šport, pač vsega pomalo. Kakšna glasba, mogoče filmi, vas tudi zanimajo? Ja, grozljivke, trilerji, pa glasba, kakšna, dalmatinska, pa country in podobno. Potovanja, ste rekli tudi, da odhajate na Ciper, kjer ste še bili? Ja, kar precej radi potujemo s sinom in tako nekako leto druga destinacija, Ciper, Grčija, Portugalska, Španija. Pogledate tudi vremensko napoved, preden greste? Ja, je pa pol malce težava, kaj ti tam verjetno veljajo neki bolj specifični, bolj lokalne zadeve, tako da skoraj da se spustim preseneti, pa bo kar bo. Tako. Valter, prišli smo do konca. Najlepše hvala za vaš čas, za vse nasvete, za komentar o vremenu in še čim več uspehov v prihodnje. Hvala, lep pozdrav. To je bilo za danes vse. Najlepše hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.